Brane Štefanič je eden izmed tistih oskrbnikov, ki je oziroma bo pustil v študentskem domu Ljubljana Velik pečat. Bil je zelo priljubljen pri študentih, stanovalcih in tudi pri ostalih sodelavcih. Braneta Štefaniča pravzaprav poznam že 25 let, namreč leta 88-89 v tistem času enkrat sem postal stanovalec bloka številka 11 v Gornjem družinskem traktu. Tako sem ga imel priliko spoznati. Bila sta tako rekoč soseda, glede na to, da je on pravzaprav živel 2 vrata od mene. Že takrat v bistvu se je pokazal kot človek, ki pravzaprav zelo dobro obvlada, bom rekel, svoje delo, ne samo v tehničnem smislu, ampak tudi v smislu obvladovanja stanovalcev, glede na to, da je imel tam družine in 11 in 12, ki po eni strani znal biti in strog in odločen, na drugi strani, bom rekel, se je trudil ustrešiti marsikateri muhi, ki smo jo pač družine tam imeli. Brane je legenda. Ja, jaz se Braneta spomnim predvsem potem kot človeka, ki je pač se trudil povezovati študente in znotraj bloka in znotraj naselja. Drugače se ga jaz spomnim že pač po pripovedovanjih od mojih staršev, ker moja in tvoja mama sta obedve živeli tudi pač v bloku 11 in že takrat vem, da je razlagala, ne vem, ko organizirajo te skupinske krošnje, ko so pač pred blokom kosili. Pol v naših časih so pa bili kostanjevi pikniki, miklavževanja, krvodajalske akcije, izleti bloka. In to vse je pač bila Branetova naloga oziroma Brane je to naredil za nas. Braneta poznam kot prijaznega, poštenega človeka, ki ima zelo rad študente, predvsem pa študentke. Vedno se je trudil, da je imel najboljše študente in študentke v svojem domu. Kar pač tako so govorili že 30 let in še zdaj naprej tako velja, da so Branetovi študenti najboljši, ker jih je tudi sam zbiral. Prvič, ko sem srečal Braneta, sem dobil z kratek čas neko straho spoštovanja do njega. Vendar to straho spoštovanje se je dokaj hitro preoblikovalo v neko prijateljstvo, ki ga še danes gojimo. Ja, naš Brane je največ prispeval za krvodajalsko akcijo, tam se najbolj angažiral. Dejansko vso obdobje, ki dela v študentskih domovih, je pridno in marljivo naredil študenti, ki so oni dajo kri. Plus tega nam je velikokrat pomagal oziroma vsako leto pri odleževanju, predvsem pri obdrževanju otrok in pa tudi seveda študentov in pa študentov. In pa bil je zelo angažiran, kar se tiče predvsem študentskih družin, tako da je veliko prispeval tudi pri sami izgradnji otroškega igrišča v študentskem naselju Rožna dolina. To, kolikor jaz poznam Braneta, je v bistvu človek, ki je imel vse maksimalno pod kontrolo. Poleg tega pa so ga imeli študentje maksimalno radi. Se pravi, imel je neko avtoriteto, imel je kontrolo domu. Znal je pa narediti tudi to, da je bil v bistvu priljubljen, kar je po mojem mnenju najtežje v bistvu te dve stvari skombinirati. Evo, jaz bi se ti sem zahvalil za to, da nas imaš tukaj, prvo v imenu moje mami, ki je bila prva pri tebi, pa je prišel včasih pa je še moj foter, pa smo pa mi ratali, pa si imel mojo sestro, zdaj imaš še mene, tako da super je. Hvala za vsa sankanja, kostanjeve piknike, ostale žurke, pa tudi to, da nas zdaj malo tako poriti, kakor je treba. Brane, star si to, ko se počutiš, tako da živi v svoji mladosti še dolgo cajta. Brane je prijazen, na prvi pogled malo strašljiv, pa zelo rad si vzame čas za svoje študente. Se spomniš, kako si ga spoznala? Ja, spoznala sem ga na parkirišču od 11. in sicer je pisal kazni oziroma listke na avte študentov, se pravi na avte, kjer ne bi smeli biti tam. Brane je en velik človek, ki mu veliko pomeni druženje. Splošno pač fajn oseba, ima rad red do določene stopnje, mora biti pa tudi zabavan. Do njega ti gojiš neko posebno simpatijo, zakaj? Ja, zaradi Braneta v bistvu sem, če njega ne bi bilo, tudi mene ne bi bilo, ker on je pač povezal malo dva starša, ker pač ati ni, neko si ni upal doma pristopiti in pa je on kar to organiziral in sta se pač spoznala in pa takrat naprej sta skupaj in plod tega snijec. A veš, en študent je nekoč narisal sliko svetega Braneta.
tam so mogli vsi bruci moliti pred sliko svetega Braneta. Ne? In pač jaz tudi mislim, ne, da pač Brane je kakor ena duša 11. Ja, Braneta poznam že precej dolgo, že kot sem bil študent. Bil je eden mojih časih glavnih žurerjev, to je verjetno ostal še potem, ko nisem bil več študent. Zmeraj se zavzemal za študente, če bo treba kaj zrihtati, je tudi to postoril. Vsekako smo pa pri njem dobili dobro pijačo in dobre ptiče včasih, ki so lepo žvižgali tam v bloku 11. Zadnji 2 leti in pol sem ga imel priliko spoznati še kot sodelavca, tako da še po drugi plati. Če oboje seštejem, lahko rečem, da je predvsem, človek, ki je tako, ima empatijo, ima občutek za sočloveka, zna delati z ljudmi, ker se je zelo poznal v njegovih 2 blokih. In lahko sam rečem to, da ga bomo zelo pogrešali, ker takih hišnikov je bilo zelo malo v vsem tem času, ker jaz pač poznam študentske domove. On je res en tistih, ki bi lahko bil vsem svetli vzor v tem, kako se stvari rihtajo, delajo in kako se streže stvari. Ja, ko pride Brane v menzo, ponavadi je pico, drugače pa meni po telefonu naroči cvrtega piščanca pa krompirjevo solato. Ali praženega krompirja najraje ima to. Brane, da je izredno pošten, priden, deloven. Tuji jezik mu niso glih šli od roke, ne. Angleščine ni maral tako malo za hec, ne. Drugače pa izredno zanesljiv človek, na katerega si se lahko zanesel. Mislim, da ga bojo pogrešali študenti in zaposleni. Najbolj si ga bom zapomnila po tem, da je vedno pred higienskim pregledom šel sam vse sanitarije pregleda, da higienska ne bi našla nobene napake. Ja, Braneta bi opisala predvsem kot izvrstnega soplesalca. Mislim, da smo ga na vsaki novoletni zabavi, ki se je ni udeležil, zelo pogrešali. Ne? Tako da v glavnem smo si pa želeli, ne, da se ne bi z nami vrtel, ker je bila polka, ne, ker pač ta njegova hitrost, pa čeprav smo recimo na 20 let mlajši od njega, je bilo zelo težko slediti. Tako bi se ga, mislim pač en tak vesel, pozitiven človek. To je bila naša maskota bloka 11-12, ne vem, mi se zdi res enkraten, no kaj. Nikoli nobene slabe stvari, nikoli se nismo skregali, nič. Vsi so ga radi imeli študentje, nikoli nobene pripombe čez njega, nikoli nisem slišala, res ne, glede Braneta nikdar nikoli. Brane je res, da si Štajerc, ampak si fajn človek, tako da te bomo pogrešali, ker si dečko na mestu in kar je bilo treba, pomagal si vsakmu, tako da kapo ti dam dol. Hvala. En odličen dečko, dober sodelavc. Fejs dec v glavnem, no. In kako bi ga lahko opisali z, ne vem, 3 besedami? S 3 besedami. Priden, dober, pa dober prijatelj. Deloven, potem spreten tako pri svojem delu kot v komunikaciji z ljudmi in pa ne, da ne pozabim tisto, kar je pritek si opazno, ne, prezenten. Ga boš pogrešala? Ja, seveda. Zelo ga bomo pogrešali. Definitivno. Seveda. Ja, to ni tako, ne? Seveda. Bomo pogrešali, takih ljudi ne manjka v kolektivu. Valjda. Mislim, da nam bo kar težko, no. Jaz sem krasovnica kanala. Sploh se ne predstavljam več, da njega ne bo. Ja, ga bo manjkalo. Brane,